A veš, kaj rečejo, in to je zdaj tako res v praksi, ker res rečejo, da si izgubljena duša. Najbrž si to kar velikokrat slišala, ker ljudem govorijo, ti si izgubljena duša, ne. Iz kje je sploh prišel nek tak izraz, da si ti izgubljena duša? Jesus Christ, a veš, duša je tam po vesolju izgubljena, ne ve, a gre levo, desno, a gre gor, dol, zaradi tega, ker nima kompasa, ne. Ampak v bistvu ta izraz nam je hotel nekaj v bistvu povedati. Ogromno ljudi je res tako, ne da je duša izgubljena, ampak ljudje v bistvu ful nimajo stika s svojo dušo. Probajo, kar ni nič narobe, absolutno ne, probajo ful delati stika z angeli, pa z vodniki, pa z vsemi možnimi eteričnimi bitji, ki bi jim pomagali, ampak ti moraš nekaj vedeti. Ta pomoč, da jo ti dobiš in je absolutno čudežna, to, da se strinjamo, preden je pomoč sprejeta in implementirana v tvoje življenje, moraš vedeti, da gre čez en zelo pomemben faktor in ta faktor je tvoja duša. Ker ti moraš nekaj vedeti, ti lahko zaradi mene prosiš svetega Petra in ne vem koga za neke stvari, a ne, ampak če tvoja duša reče na višjem zakonu svobodne volje, ne, jaz to hočem doživeti in zakonom svobodne volje to zavrne, ga ni angela na tem svetu, ki lahko mimo tega mostu gre. A veš, kaj mislim? Absolutno ne gre. To je stvar, ki tako ne bo šla. Duša ima svoje načrte, ima cilje, ima toliko enih skritih sestavin in ljudje potem skozi iščejo nek smisel, zakaj se meni zdaj to dogaja, zakaj se meni to dogaja, dajmo pogledati znake v okolici, v zunanjem svetu, tukaj bojo meni nekaj sporočili, ampak če ti znaš iti k viru, ki ve, zakaj je nekaj sprožil, ali pa zakaj je sprejel ali pa ni sprejel neko angelsko pomoč, imaš ti, kar temu rečemo, v bistvu odgovor iz prve roke. Ne pa tako, da ljudje iščejo odgovor od sosedove mance, od sosedovega Brankota in ne vem kaj. Zaradi tega, ker absolutno oni niso ti. A veš, kaj mislim? Tako da, in premalo, recimo, ko ljudje jih včasih vprašam, ful iščejo nek odgovor za svoje življenje. Kje boš dobil odgovor za svoje življenje? Poiskal ga bom pri prijatelju, poiskal ga bom pri partnerju, poiskal ga bom tule. Mogoče imaš srečo, da imaš recimo ful intuitivnega partnerja, ki se lahko povezuje s tvojo dušo, ampak če pa nimaš, ti v enem trenutku lahko začneš dobivati napačne odgovore, zaradi tega, ker duša ima nekaj čist drugega v načrtu ali pa želi nekaj čist drugega sporočiti, kot pa tisto, kar si ti za zemeljskem umu pomislil, razumeš, postavil, a ne? In jaz bi rada v bistvu s tem programom tebe absolutno povezala nazaj, da vedno veš, kam je treba iti, ko nekaj fali, ko nekaj ni okej, ali pa ko je nekaj okej, ali pa ko je nekaj super, ali pa ko hočeš nekaj na novo zmanifestirati, ziniciirati in tako dalje. Ampak finta je v tem, da jaz temu rečem, inkarnacijsko pozabo ljudje sploh pozabijo, da imajo dušo, ampak dobro, taki ljudje, ki jih hodijo na dušno transcendenco, ne, ampak ljudje pozabijo, razumeš, da je še neka energija znotraj njih in da se s to energijo da povezovati. Zdaj pa, če ti ne poznaš svojega izvora, a veš, danes je veliko teh tehnik, pa tako naprej, pa to svetuje, pa tako pa vse pomaga, ampak pomaga, veš, ko, cem, pa cem, mal pa pomal, drobtinca za drobtinco. In ful se treba vračati k izviru starodavnih znanj. Ti je bila ta učna vsebina všeč? Seveda verjamem, da ti je bila všeč. In to je iz tečaja Dušna transcendenca, ki prihaja prav kmalu. To je tečaj, kjer potuješ po poteh tvoje duše, ugotavljaš, zakaj planet Zemlja, zakaj določene lekcije, kater jezik čustev pravzaprav govori tvoja duša in kaj ti duša skozi tvoje čustva sporoča. Zakaj je tvoje poslanstvo ravno tako, kot je in katera kategorija poslanstva je tista, ki je zate zato, da se lahko odkriješ. Kaj imajo na vse to povedati tvoji vodniki, kako ti lahko pomagajo angeli. Vse to in še več je dušna transcendenca, nek tečaj,
kjer resnično začutiš sebe. In če ga začutiš kaj kmalu, se pričenja na spletu. Pridruži se mi in verjemi, imeli se bova čudovito. Naklikaj si povezavo in se te veselim.